se nam pridružili na Metuljevem letu. Predavanju, na katerem gostimo Karmen Ervode, doktorico znanosti s področjem inkluzivne pedagogike in komuniciranja. Je povezoval prireditev ter usmerjeval literarnih in drugih pogovorov, med njimi tudi mesečnih hospic kafejev, s katerimi se je začelo njeno dolgoletno sodelovanje s slovenskim društvom Hospic. Je certificirana hipnoterapeutka, trenerka javnega nastopanja in samokomunikacije ter strastna pripovedovalka zgodb. Napisala je 2 romana za odrasle, Sprehajalka gospodovega psa in Tihotapci miru. Knjiga Dokdaj živim pa je njena prva knjiga pogovorov. Karmen, dobrodošla med nami. Hvala lepa, Tena. Nagovarjate svet peska, puščave in raziskovanje daljnih kultur, skozi leta pa te je potiho nagovarjal tudi pogovor o smrti. Za tabo so leta srečevanj s zgodbami sogovornikov na Hospic kafejih, ki jih je znotraj nasilja in zaupanja, predala njihova ustanoviteljica doktorica Manca Košir. Njej in Metulju, simbolu preobrazbe in večnosti, je namenjeno izročilo knjige Dokdaj živim. Praviš, da si to vprašanje pogosto zastaviš tudi sama in radi bomo prisluhnili tvojim odgovorom na to vprašanje in tudi razmislekom, ki se ti v tem porajajo. Tako da ti kar predajam besedo. Hvala lepa, Mateja. Hvala lepa vsem, ki ste prišli. Zakaj Metuljev let? Mateja je že malce omenila. Na nek način je celotna knjiga, namreč to predavanje je prvo iz niza več predavanj, ki jih bom pripravljala zdaj po Sloveniji na podlagi knjige Dokdaj živim, pa seveda tudi na podlagi mojega doktorata, kjer sem sodelovala z več kot 20 družinami, ki imajo otroke z okvarjo vida. Ukvarjala sem se pa starši, ne z otroki, ki ne vidijo, pač pa z njihovimi starši, kako se pogovarjati z njimi. Ker to so večinoma starši, ki so globoko izgoreli, ki so še vedno zelo jezni. Namreč ti nikoli ne moreš biti pripravljen na slepega otroka, zato ker teh raziskav ni. Ko se ti rodil slep otrok ali pa ko se rodi otrok s hudo okvarjo vida, razen tega, da če se res rodi brez učinkarstva, da tudi obstaja, ti dolgo niti ne veš, da si rodil slepega otroka, nikakor pa v prenatalni dobi ne moreš vedeti, da bo tvoj otrok ne videl. In to so tudi šoki. Skratka, zakaj to govorim, zato ker je ta doktorat mi je res ogromno dal, kako pristopati k človeku, ki se ne želi pogovarjati, če ravno ve, da se moral, ampak se še ne želi, ne zmore, noče, jezen je cel svet in tako naprej. Verjetno imate, ali pa ste imeli dajo v svojem okolju, v svojem obdobju, kakšnega takega, za katerega ste vedeli, da nekje globoko noter bi tudi on spregovoril ali pa ona. Ampak, če ni bil čas, vam ni dovolil, ali pa niste bili tisti izbranec, s katerim bi želel govoriti tako naprej. To so se stvari, ki jih je treba spoštovati, ampak obstajajo mostovi. Vsak mora pa postaviti svoj stebr pod njim. Mi ne moramo narediti mosta do človeka, čisto njega. Vsaj en delček mora narediti on. Tem se bomo danes pogovarjali, vse se pa začne se pri nas sami. Zakaj me tole let? Torej, zato ker vidite, rekli smo že v teh preobrazbah, Metulj ima 4 faze preobrazbe, tudi v knjigi Dokdaj živim so zato, drugim 4 poglavja. Bom pa čisto od konca povedala, zakaj pa se mi zdi to letenje tako pomembno, ki je pa spet povezano zelo s tem, kam gre skupiček od prodaje knjige, gre za nesrčne, to so pa želeloči otroci, pa bomo kasneje več povedali tudi na kakšen način je povezano to z letenjem. Torej, zagotovo se strinjate, da življenje krog je vsak dan, če želimo videti, če želimo imeti odprte oči, sploh pa če želimo gledati na svet z odprtim srcem, vse je krog, vse je minevanje, poleg spremembe je edina stalnica v življenju še minljivost. Pa tako se je otepamo, na nek način. In tako kot se tudi spremembe, se spremembe tudi maramo, minljivost je sama po sebi sprememba. Vsakič, ko nekaj mine, se je tudi hkrati nekaj drugega spremenilo. No in seveda življenje krog prinaša marsikaj. Toliko časa smo na svetu, da so besede dobile svoje predznake, ne glede na to, če
bi smrt v njegovem jeziku, bi se pa njegovo telo na drugačen način odzvalo. Skratka, zelo je pomembno, katere besede in na kakšen način jih uporabljamo. To ne pomeni, da naj ne uporabljamo besede smrt. V Slovenskem društvu Hospic se zelo, posebej, ko gre za pogovor z otroki, trudimo, da nikoli ne rečemo, da je nekdo odšel. Ker veste, koliko je ti dedek odšel? Je prišel nazaj. Ampak je dedek umrl. Kaj pa to pomeni? Srce mu je prenehalo biti. To vsak to razume. Mogoče ne razume, kaj pomeni umrl več, če so še mali. To, da mu pa srče ne bije več. To pa razumejo. In zmorejo veliko več premisleno, če jih povemo na pravi način. Včasih v življenju zdobitijo sence. Izguba, zdaj bomo šli pač na izgubo samo zato, ker bi jaz rada pripeljala pač v neko razmišljanje o zahtevnejših obdobjih življenja, kar izguba zagotovo je. Veliko krat mislim, da je izguba samo smrt nekoga. Pa ni. Izguba je lahko izguba vere. A veste, kako je to huda izguba? Izguba zaupanja. Da ne govorimo o izgubi zdravja. Seveda o izgubi bližnjega. Skratka, nobene izgube se naj ne bi bilo prav, da se je najemne kot trpkrveti. Se to še nič ni bilo. Ženske, ki smo izgubile v prenatalnem obdobju otroke, to pomeni spontanimi splavi, to je najboljši, da bi ne bilo lahko reči, vse še nič ni bilo. Seveda je bilo, ker tvoje telo, tvoj um je že deloval kot mama, telo se je že spreminjalo od prvega trenutka naprej. In potem ti nekdo reče, pa se to nič ni bilo. To so stvari, recimo, ki jih ne smemo nikoli reči nikomor, ali pa če bi bil jaz na tvojem mestu, se ne bi sekiral. No, takega prijatelja, kot prijatelj, oziroma generator takega. To bi oziroma mu jasno povedati, da to ni način, s katerim vas bo kakorkoli potolažil. A veste, včasih hoče dobro, ne? Ampak kako je že potlakovana pot do... Skratka, te meje so zelo, mora biti zelo jasne, ampak vse se pa začne pri nas in v tem, pri nas samih in v tem se danes pogovarjamo. Torej, in ko ni lahko, ko smo se prej pogovarjali, ko vam ni lahko, kaj najprej naredimo? Kaj naredite sami, recimo, ko se pojavi pred vami neko, recimo, da se zgodi neka izguba? Kaj najprej naredite? A takoj govorite o tem, a se zaprete vase, a greste v naravo? Vsak na svoj način, ne? Vsak na svoj način, vaš način je pravi način, če za vas deluje. Ampak v vsakem primeru se pa zelo pogosto zgodi, sploh v Sloveniji, da začnemo molčati. Da zaklenemo bolečino, skrb, tesnobo, stisko v našem telu. To je najslabše, kar se nam lahko zgodi, ker telo v sebi vse čuti in ko enkrat to zaklenemo, je veliko težje odkleniti, kot če ne bi nekoli zaklenili. In da ne pride do tega, je fino vse čas razmišljati, ok, težko mi je, kaj lahko naredim. Se pravi, eni ljudje so ekstrovertirani, tudi v stiski, bodo šli najprej na telefon, bodo dvig na telefonu, tipkar številko prijatelja, mame, kogarkoli in govorili 5 minut o eno. Super, boljše kot to, da naslednjih 5 mesecev ne bodo tipkar te številke. Veliko ljudi enostavno začne molčati in začne vse predelovati, kar je vse vedno čisto v redu, dokler to tebe ne predeluje na način, da ne funkcioniraš več. Sami pri sebi zdaj veste, kako je. Vsak zdaj vem, ki vam vidim, vam razi, da tuhtate na kakšen način, pa to jaz počnem. Sam vsak za zdaj, se vidi vsak zase. No in zakaj se danes o tem pogovarjamo? Prvi zaradi tega, ker senca ne ostaja brez sonca. Se pravi, ko pride senca v življenje, se je zelo dobro vsakrat spomniti, da tam je pa še lahko drugače. Čeprav, če vi to rečete staršu, ki je izgubil ravno otroka, ki vam nič ne pomeni. Ali pač? Spet kakšen človek je.
Takrat ne moramo govoriti o smislu izgube, takrat ne moramo govoriti vse bo še v redu, takrat, da ne bi kdaj, bomo slučajno rekli, vse bo še eno otroka. To vam zdaj govorim vse iz izkušnje, ki so jih bili z mano v zadnjih 8 letih moji sogovorniki. To so izkušnje, ki so jih najbolj bolele. Jih je pa zelo podprlo to, da je prišla prijateljica pa rekla, da je na sprehod, mami je izgubila počko. Brez besed. Pa smo šli na sprehod, pa se dejemo uro v tišini. Pa smo prišli nazaj, pa jo sem objela, pa smo bili naprej v tišini. Pa prišla naslednji dan. Otrok, gremo na sprehod, peva. Pa je spet tišina. In se tako hodili kar nekaj dni na sprehod. Dokler že mamica ni pripravljena govoriti o tej počki. Ampak ta prijateljica je bila tukaj magija, ker je dovolila čas, ker je dovolila je zmogla čez svoj strah, čez svojo tesnobo o prijateljičini izgubi in je samo bila. Da pa do tega pridemo, moramo se pa samo marsikaj izgledati. Skratka, ja, vedno obstaja tam na drugi strani še neko sonce in ne vem, kako vi gledate na to, jaz pač moram to verjeti, takrat, da sem v stiski. To je nekaj, kar mi odpira v tisto temo, tista razpopica, kamor en plamen je dovolj, da razsvetli temo. Mogoče se boste pa spomnili tega stavka, da je potem nekje, če jo boste radi. Kaj nekaj? Daj se res pogovarjate. Sami. Da znaš tudi poslušati, kako se pogovarjaš. Ja, pravi pogovor ni, bom jaz povedal, ti boš poslušal pa po koncu. Pravi pogovor je izmenjava, to je odnos dveh, to je energija, ki teče. Dober pogovor, sploh ne moramo reči drugega, pogovor je lahko samo dober, sicer ni pogovor. In pogovor je takrat, ko stvari tečejo, ko nismo obremenjeni s ciljem pogovora. Bom jaz to dokazal. To je konec. To je tako, kot recimo, če greš, ko spremljajo umirajoče s planom. Ko stopiš tiho umirajočemu, če imaš ti plan, dozmo pa to, se zruši vse. Ker enostavno ti zabira ta plan vrata, ker ta človek, ti si zaradi njega tam, on, če že kdo ima plan, ne ga ima on, umirajoči. In zelo podobno bi morali mi delovati v pogovorih. Mi pa pridemo s svojo agendo, s svojim namenom. Bom jaz povedal, bom jaz razložil, ali kakorkoli. To ni dober pogovor. Dober pogovor je, da tako kot recimo, ko vodiš pogovore, dobiš najboljše vprašanje, se zaneti v tebi najboljše vprašanje iz odgovora, ki se ga dobil od sogovornika. Kar pa ne pomeni, da dober pogovor zahteva besede. Dober pogovor ni nujno samo z besede. Dober pogovor, mi ne moramo komunicirati, to mislim. Tudi če se popolnoma tiho, tudi če te ne gledam, jaz tudi če zdaj gledam našega stremalca in ignoriram vse vas, jaz zelo komuniciram z vami. Ja, tukaj da vas ignoriram, tudi to je komunikacija. Če se zdaj vrnem skrbno proti vam, je to tudi ena vrsta komunikacija. Sem pokazala nekaj, kar pravzaprav ni primerno za dober pogovor ali pa za vzpostavljanje dobre vesti. Skratka, ne moramo komunicirati. Ne obstaja to. In tišina je v tem svetu postala izjemen privilegij. Mi imamo sicer srečo, živimo v taki deželi, sploh tukaj vaši konci, pa tudi naši domodočec, pa nam, ne se kaže, da greš na košo v most, pa razen pokanja vej, ali pa ptičev, ali pa je tišina. To je nekaj nevrednega. Ampak te tišine so tudi zelo pomembne v hrupnem svetu. In besede znajo biti hrupne. A veste, so ljudje, ki zmorejo v stavku do tretje besede slišijo, tem je pa konc, izklopijo se. Jaz imam kar nekaj takih okoli sebe, vključno z mojim najstnikom. Ampak če jaz naredim po tretji, četrti besedi odmor, tišino, se mi zda na njegovih možganom priložnost, da se vdahnejo, skontemplirajo to, kar so slišali in so pripravljeni za naprej. Najbolj
najboljši pogovori so polni tišine, miru, časa. Posebej, ko se mi pogovarjamo v takih zagonetnih časih, ko človek že tako težko spregovori, ko človek že tako ne najde besed, mi pa pod vprašanje, potem pa še svetovati začnemo. Kaj pa če bi bilo takole? Kaj pa, ne? Kaj pa če sicer ni slab začetek nekega, ne? Ne? Jaz bi pa to tako naredil. Veš kaj? Veš, bom jaz to takole. Kaj boš ti to? To nisi ti vprašanje. Ne? Zelo radi stopamo v akcijo tam, kjer ne treba. Ne? Zelo težko stopimo korak nazaj, da volimo človeku, da začne sam pravzaprav nam dajati prostor, ki nam v tistem trenutku pritiče. To se pravi, niti ne damo časa, da se ta človek sploh, kot temu rečemo, uravnoteži na nas. Pa na tako, plane, ne bomo nič dosegli. Ampak zakaj to počnemo, ne? To počnemo zaradi tega, ker se velikokrat sami sabo ne zmenimo, ne pogovorimo sami s sabo, kaj pravzaprav želimo, kje smo mi, kaj moja notranja tišina govori. Zelo pomembno je, kako mi v sebi oblikujemo kakršnekoli besedi, ker beseda je moč, beseda je sestavljena misli ali obratno, misli so sestavljeni iz besed. In verjetno, to smo marsikaj videli, kar misliš nosi. To ni tako iztrpiti, to veste. Ker tako kot bomo mislili, tako bomo ravnali. In če bom jaz doma mislila, da ta moja prijateljica res nima pojma, da je že skrajni čas, da jaz povem, kako je prav, bom jaz poravnala. Ampak kaj sem jaz dobra prijateljica v tem primeru? Ne, jaz sem tako pomislila, da ima vse prav. Takih ljudi ne rabimo v življenju. V življenju rabimo s pa pogovoru, rabimo ljudi, ki nam dovolijo, da mi pridemo do svoje resnice. Sami. Zato je treba prostor. Zato je treba včasih manj besed, ki smo mi vajeni. Kaj še paradoks, ne? Tukaj se pogovarjamo, in tako sestavljamo večinoma iz besed in jaz vam govorim, da ne besed manj. Ne manj, prave. Prave. Zdaj pa kaj so prave besede v določenem trenutku? Je predvsem to, da v sebi razmislimo, kaj želim sporočiti. A sporočam svoj prav? A sporočam prostor imaš, tukaj sem, da boš našel ti svoj prav. Tukaj je nekaj razlika. No in močno notranjo tišino, prej sem omenila, to notranjo tišino. Kje jo najdete? Kje so vaši viri moči? Kam greste? Kaj počnete? Ko imate vse dovolj in v resnici želite slišati svoje misli, se ko imamo vse dovolj, zakaj se omaknemo? Kje se tu, da sebe slišimo? Kam greste? Kje so vaši viri moči? Narava. Kaj konkretno v naravi? Voda. Voda. Kaj še? Kaj je v gozdu? Tišina. Kaj v vodi, gospa? Ob vodi? Šum. Zakaj bi se tako sprašali, ker je fino v zavesti, zakaj bi nekaj? Ja, gost, zakaj na gost popaše? Zakaj na gost? Zakaj? Zato, ker boste potem nekje na semaforju sredi Ljubljane znervirani se lahko trenutku predstavljati gost. To ne pomeni, da ne boste prisotni. Še vedno boste tam samo zmenili. To so potem te tehnike odhajanja, ki so pravzaprav ostane še iste mesto, ampak v glavi pa najdeš vir miru, vir notranje tišine, vir pravzaprav obnovitvene energije. Mi več čas govorimo o kaj že obnovljivi viri energije. Treba začeti pri sebi. Mi se moramo vsak dan, zato gremo spat. Ampak koliko resnici, če grem jaz spat, zelo pomembno, kako se zgodimo, tako to smo jutranji monolog, smo omenili, kaj te večerni monolog, kakšne so misli, ko greste spat, čisto iskreno. Pa danes ni prav naroga, ne obstaja, ampak kakšne so vaše misli zvečer, ko greste spat?
Seveda so različne, ampak potem samo pomislim, a so naravnane na ta trenutek tu in zdaj, a so analiza za nazaj, kaj se je zgodilo čez dan in kaj me čaka jutri. Kolikrat pa začne rečete, kaj jaz srečo, da bom to propustila, da bom točno tole tekstu, mi je lepo, pa tiši po meni, pa tiši po nas, pa po moja družina, pa kako je po mojem mozgu, kolikrat pa to rečemo? Zdaj že slišamo moja krivko, kaj ti idealiziraš? Ja, ne s tem narobe, če mi to pomaga. To ni idealizacija, to je postavljanje trenutka, v katerega smo, sami sebe. Veste, zato je stik z živalmi, zato je tako pomemben. Zato je tako pomemben, ko primamo deblo drevesa, zato smo samo tam takrat. Zato recimo jaz neskončno rada vodim. Jaz na odru ne morem biti nikjer drugje. Meni se lahko zunaj odra podira svet. Se je že zgodilo, ampak jaz sem na odru samo tam. In sem se tako prenovila, da ko sem šla nazaj v tisti rušujoče, kako se temu reče, svet, ki se je rušil, se šla popolnoma z drugačno močjo in s popolnoma drugim pogledom. Vse, kar se mi prej zdelo grozljivo, grozno in me dušilo, preden sem zakorakala na oder, je enostavno umililo robove potem. Ta trenutek na odru, ker sem samo tam. Skratka čustva, čutiti žalost. Meni je na najljepših mislih, ki je meni zelo pomagala, ko sem v obdobju hude žalosti, pa zaradi izgub in zaradi pačenih neizpolnjenih pričakovanj. Pričakovanja so globoka jama, lahko globok vir enega nezadovoljstva, ampak prava žalost je malo drugačna, tako da pričakovanj čim manj, ampak to je razveze, da govorimo, ker vedno jih imamo, vsi jih imamo, na neki način so to govorili sila. Ampak moja druga mama, kot je rečem, to je hči Eve Peronci, Jelka Bogačnik, tudi sama otroška pisateljica, urednica, desetletja je delala na Cicibanu in je rekla, da žalost je pospravljanje po srcu. Mene je tako pomagalo v enem obdobju, ko sem vedela, a bom sploh še kdaj, vesela, a bom sploh še kdaj čutila to, kar sem prej rekla, da odpreš okno, pa pomeš po vlad. Vse sem jo, ampak ni nič pomenim. Vse sem slišala ptiče, ampak ni nič ne pomenim. Vse sem me vesela, da je prijateljica dobila otroška, ampak ni nič pomenim. Me razumete, ne? Vse je ostalo zunaj mene, ker je žalost, ki pravzaprav obsedla moje telo. In ko mi je rekla, vi žalost je pospravljanje po srcu, sem dobila en tak zagon, aha, v redu. Ona pa se je to pospravila, jaz bom prostori se bodo izčistila za novo sebe, za nekaj novega. In mi je pomagala, meni se je pomagala, zato delim to misli, ko se mi zdi zelo tako domača. Nekateri jo poslovijo, drugi ne. Občutiti jezo, Romana Cegovič, pesnica, v knjigi pravi, da njena jeza je jeza pomagalka. Pravi, in prav govori v tej jezi pomagalki, na kakšen način je njej pomagalo to, da je šla čez hudo izgubo svojega partnerja, ki je naredil samomor in je bila neskončno jezna na to. Hkrati je pa potem si dovolila, ko je izpraznila ta koš te jeze, da je ta jeza začela pomagati, oziroma že ob praznju pomagati. Jeza sveta pomagalka pravi. In dr. Aleksandr Zadel, ki seveda tudi v knjigi pravi, da je zelo pomembno, da največji problem je, sploh ko je izguba kakršnakoli, da se začnemo, da se ustavimo v glavi. V glavi so vprašanja, zakaj pa ravno jaz, zakaj se pa to ravno meni zgodilo. In to so vprašanja, na kateri ni odgovorov. Kako bo nekdo, ki je izgubil otroka, dobil odgovor, zakaj se je to zgodilo ravno meni. To so vprašanja, ki te ubijajo, ker odgovore ni. To se pravi, kaj je način, da se spraviš ven z teh vprašanj in greš v srce. Kaj je po srcu? V srcu je pa ljubezen za tega otroka. So spomini, so voni, so nekaj, kar te moče tisti trenutku neskončno boli, ampak te odmakne od samomučenja, kot so vprašanja, ki nastajajo po glavi. Jaz sem na to misli slišal. Žalost je ljubezen, ki nima itkal.
Žalosti, ljubezni, ki nimajo tkan. Ali solze so neutekočinjena ljubezni, ko so mi to so take. Veste, to so... Mi zdaj govorimo o tako preprostih in različnih stvarih, ko se pravzaprav čisto normalne in 170 ljudem pogovarjali, da to bi morali živeti. Ampak žal smo se tako odtujili od vlastnih notranjih monologov, od vlastnih teles. A ne, ker ko smo mi v glavi nismo v telesu, če ravno je telo del naše glave, ampak ko sem jaz v misli, sem jaz odrezana od čutenja svojega telesa. Razen, če se naročam, da bodo te misli začeli raziskovati, kaj se dogaja v mojem telesu. In ni slučaja, veste, da v hudih stiskah ljudje zaključajo telesa, sploh pri zlorabah. Ljudje zapustijo telo. In ko se pogovarjam, je dosti tako ljudje, se trubujo, da se mu to spet zgodil, ker ne vem, da se bodo lahko noter vrnili. Ampak veste, mi živimo v konstantnem zapuščanju lastnega telesa. Glejte, slovenščina je tako pogovorna, tako... Mi imamo tako lepi jezik, glede, odpustiti beseda. Če jo ravno narazen, če jo večkrat razčlenimo, pomeni to od sebe pustiti v resnici. Mi vam povede, zakaj bi recimo v življenju, pa zakaj ste v življenju Bogu odpustili? Manj tri vprašanje, ampak zakaj? Zato, da ste vi šli lažje naprej? A zato, da je bilo njemu boljš? Ne, zaradi sebe. A veste, ljudje smo resnično sebična bitja in včasih to ni slabo. Ker ko bom jaz spustila zaradi sebe, bom vzela težo iz velikega prostora okoli mene. Ker če jaz nosim težo, jo nosim v mojo bližnji, jo nosim v mikrokosmos, to se širi. Če jaz to težo odstranim in potem rečejo, ja, zato bo njemu boljš. Nima pojma z njemu pustila, ne. Ja, mogoče v tvoje reakciji, da več ne padeš vsakič na folko, ali da vsakič ne zdoviš, ko ga srečaš, ali pa jo srečaš. Ne govorim, to ni nujno za partnerski odnosi, to so službeni odnosi, to so sosedski odnosi. In enkrat mi je ena rekla, ko sem hipoterapijo dela, rekla, ne bom pustila, ne bom, zakaj ne, ker to pomeni, da sem pozorila. Ne bi bil ključno, da je nazadno, tukaj ona zakaj odpuščanja. Ona se je bala, da s tem, ko odpusti, bo pozabljena na ta ljubica, se ne zgodila. Ne bo pozabljena. Samo na boj si vzela, na boj, ki tebe strelja vsak dan. Na boj, ki tebe otežuje vsak dan, njega ne. Ker če bi on čutil, karkoli, tega ne bi storil. Pa tudi, če je storil iz nevednosti ali pa mu zdaj žal, to njegov križ. Ti moraš poskrbeti za svojega, da ne križiš. Za svoj naboj. Ampak se vidi, da težko odpustiš, če prvo sebe ne odpustiš. Nemogoče. Nemogoče. Vedete, doktorica Sanja Rosma seveda tudi v knjigi lepo reče, odpustiti pomeni prekiniti borbe znotraj in zunaj sebe. Samo to. In preusmeriti prizmo pogleda, torej tudi notranjega monologa, biti hvaležen za to, da diha, usmeriti se v dobro. In ne mislite zato, ko ste bili odpustili, ste pa zdaj oni na mošem, vi ste pa vzeli, ko ste ne, ravno obratno, to je moč, ker smo od sebe pustili nekaj, kar nas je težilo, kar nas je jeza na nekoga, sploh če dolgotrajne, kot bi bil sesalec priklopljen na naš prisuš, na center našega telesa in nek se saj energijo. Pomislite, ko imate nek zatik z nekom, lahko je vse super, ampak mislite. Nekaj ne. Imate, da je to jo in moramo se pomeniti, moramo. Ampak moramo je, tudi z druge strani mora biti, ne. Zato je počasi lažje napisati pismo, pa ga skori, pa karkoli, samo dejte, naj ne ostaja v potičkih našega telesa, ker tam se pa potem nabirajo stvari, ki jih ne rabimo v življenju. To je izraziti se, zdaj, kako to naredite, izražati, ne? To imamo v Sloveniji se mi zdi, če nisi slučajno umetnik, ali če nisi čudak, ali če nisi ekstroverten, imamo prav težave z izražanjem. Ne? In zelo hitro tudi znamo koga obsoditi, ki se pa zna izražati. Ne?
Recimo, kaj še? In ko gre za izgube, recimo imamo paleto stvari, ki jih lahko naredimo in nekateri pravi se da več pomaga. Jaz sem povem, recimo pri Glevi srčni, to so otroci, ki grejo za 4 dni na tabor, sem že prej pomenila, na Pohorje in tam so kakve vaje, kot je sami pisma staršev, kako praci, ki so ga izgubili. Potem pa ali ga zakolijo, ali napišejo pismo na balopo in ga spustijo. Skratka, to so take mehni, zgleda, kot da nič ni, te otroci se tako osvobodijo. To se tako osvobodijo, da je nekaj nevredno, to pride z drugimi obrazi. Seveda pomeni veliko ni to, da lahko govorijo o sebi, ker bo se tam želeni težko govorijo. Tam imajo pa nekoga, ki se mu je podobno zgodilo in nimajo čuda, da lahko bolj pomenjujejo. To je že druga zgodba. Skratka, otroci so pogosto prezrti žalvalci. In jih je treba posvetiti čas in pozornost in pogledati tako, ko gre do stranišča, kako se giba, kam pogleda, na kakšen način skloni glavo. Tam je resnica, ki je doživljala otrok. Je tukaj znam, kako se bil povedal, da mora biti koliko so drugi, zato da ne bomo tu. Ker je malo žalost, da tudi ne bomo priča objavljati. Tam ne začne govoriti. Ker svoja žalost, še v žalosti želi ustrezati. Jezus. Ampak da veste, tu je čisto enako z nami. Čisto enako, ko smo starejši. Žalost mora najti svoj prostor, zdajte jo. Dajte ga. Isto jeza, isto veselje. Če bom tak moralno primer. Recimo, srečo, da nekoga, ko ga vprašate, kako si? Pa rečejo, fajn, ne? Konc debate, je tako? Ne vprašamo, res, kako je tako fajn, kaj se ti lepo dogaja? Če pa reče človek, nisem najboljši, kaj pa je? Razumete? Mi zelo znamo uživati, oziroma zelo se posvečamo, zato pa mislimo, da s tem pomagamo. Dajmo enako pozorno, da vprašamo človeka, zakaj pa je, kaj te teži. Ampak dajmo tudi vprašati, zakaj si vesel? Da tu ni tega neravnotežja. Zakaj pa se v veselju prav dolgo ne želimo odgovarjati? Slobodno to samo po sebe vmerno. Če smo veseli, če se v redu, pa se ne treba odgovarjati. Ko pa nekaj štima, pa treba rešiti. In ni res, da treba se pogovarjati vseh stvari, ker veselje del življenja, radost je del življenja, vprašamo človeka, zakaj se smeji, ker se bi radi smejali z njim, ne smo v polž. Velika trpljenja spomne več ne delijo svojega veselja, zato ker se počutijo, da jim bodo drugi zavidali. Zavist. Zavist je največja blokada, ampak ne za njega, za nas. Jaz sploh ne razumem, zakaj so ljudje zavistni. In ko greš ti, recimo, če občutiš zavist in greš sam sabo se malo pomeniti, vidiš, da ni nobene osnove. Je to kar nekaj. Da to je samo, da je nekaj bi jaz zatrejal, kar pa človek ima. Ampak moja pot je moja, njegova je njegova, mene ni nič manj, če on to ima. Ne mi bo pomoče on, njej je uspelo. Kako bi pa jaz to naredila? Dajmo se učiti, ne pa, zavist je pač blokada čisto razrezi. Če imate kdaj, jaz jo še kdaj začutim, ampak zgoditi zelo pravi zelo. Ne, ti nož me, ne zelo tebe. Pač prav poskušam. Skratka, kar se pa tiče pri izgubah, kako se izraziti, vse možne načine, ali se pogovarjaš s človekom, tudi če ga ni več, ampak tudi če je, pa te ne sliši. Pomembno je, da damo te stvari, pogovarjati. Imamo je pogovor sami, ko smo rekli, imamo naš pogovor z drugimi, kdaj pogovor deluje, ko ga želite oba in pomembno, da oba zmoreta. Pogosto si ga želite oba, pa ga en še ne zmore, ali ga ne zna, kakoli. In takrat je manj besed, pa več ljubezni zelo pomembno. Včasih je fino samo sedeti v prehodu, pa bom kar povedal, kaj. Jaz vam ne vem, kaj ti rečem, ampak bom pa tukaj, je prav. Če ta človek reče, ampak jaz nočem, da si tukaj v tej strani. Če pa ta človek se nasmehne, bom malo čuden, pa sliko prej bo prišlo na nekaj besed, do nečesa, do nekega prebijanja ledu, do kakšnega dotika, do nečesa, kar bo ne pasiliti, ne porivati, nikoli porivati.
tudi če bomo ta popoln uspel, zato ker bomo sledi sili, ta človek ne bo z veseljem vračal k vam. Človek se bo vračal, veste sami, kako se radi vračal, ker smo začutili, da imamo prostor, da smo lahko mi popolnoma to, kar smo, pa da imam čas, da se vrnem to, kar sem. Zelo pomembno spet tišina. Izjemno pomembno. Samo biti zraven. Tišina je čudovit vir pogovora. Kako ste s tišino? Živčni rad, no? Vete, že zdaj ste začeli razmišljati, da morate nekaj povedati, da ste vzupili. Ampak tišina je blagoslov. Da znaš, ne, recimo pri tudi moji kolegi iz mojega plemena, ki pravim mojim spičarjem, tisti, ki spremljajo umirajoče, da me ogromno tišine. To je sploh se. Z kom se sploh pogovarjajo, v katerem 10 dneva. Pogovarjajo se, ne radim, ker on ne radi. In on je pozvajo umirajoče. Niso nove besede, tišina pa je, večinoma. Ampak, ni vsaka tišina, dobra tišina. Mavk je nekaj, tišina je nekaj drugega. To je pa zelo pomembno naučiti. Kje vidite razliko med mavkom in tišino? Pri mavku se odklopiš. V tem, ko tišini pa lahko ena taka pozornost to odkava, ne? Ja, mavk je obrat stran. Ne? Ko mavkneš vsej, poskušajte mavčem pa gledati človeka, pa mavčem. Je skoraj nemogoče. Je že tišina med nama. Ko pa je mavk, tudi v telesu se fizično vrneš. Mavk je res. Mavk je zid. Tišina pa ni. Tišina je pa most. Tišina je pa eno tako počasno lezanje, prepletanje dveh prostorov, teh energijo. Ne vem, ločite to. Ker recimo, če se spomnite Bronje Žarkar, verjetno ste videli film, brali knjigo, tudi v knjigi, njej je bilo najhujše to, da ko je umrla mama, o tem ni nihče več nikoli spregovoril. Ona je prvič spregovorila o smrti mame, ko je pisala knjigo. 30 let potem, še do danes začeto, po knjigi, po filmu, nista pregovorila o mami smrti. To je mavk. Se pravi, mavk je zavestna prekinitev komunikacije. Sej ne može se kot tudi Bogi komunicirati, ampak je trdno, je surovo, je škodljivo. In banalno primer, točno res, kdaj nekdo moči, kdaj se nas tako v tišini. No in Mojanca je to zelo lepo povedala, ne? Lahko se preberete. Zanimivo, ne? Pogovarjamo se, pa po mojem največkrat uporabljate besede današnjega večera je tišina. Ampak ja. Zdaj pa, ko še paradoks, moje življenje se vrti okoli besede, slovenske, ne samo slovenske, samo besede. Jaz, če slovenske besede ne bi bilo verjetno, ne bi imela za kruh. Če vse kar počne je povezano z besedo. Pa vendarle, res verjamemo precenjenost količine besed. Precenjujemo besede. Preveč jih imamo v življenju. Pogosto. Posebej takrat, ko na drugi strani ni človek, ki morda prvič sploh ni toliko pogovoril, kot smo mi. Če se ti želiš človekom približati, je fino, da poskušaš razumeti, se pravi zrcalne neurone, o katerem govori Polga Šomerila, profesor dr. Zvezda Petroš, tudi v knjigi, da zrcalne neurone, ki so večinoma obrnjeni navzven, postavimo človeku tako, to je to, morda sami dobijo, da ga skušamo začutiti, kakšen je ta človek. On bo vse povedal, svojo držo. Če bo hodil pogovarjati se in bo pripravljen na pogovor, bo kome čakal, da spregovori z nami,
bo prvi spregovoril z vami, drugič bo pa njegov telo obrnil, bo proti vam. On bo glava, brada bo blizu vas, zgornji del telesa bo bližje kot spodnji. Če pa tega ne bo želel, bo šel nazaj, bo jasno pokazal, da ne želi, ali pa da ne zmore. In kako se zdaj temu človeku približa? Pogosto, ja, ne, to boste besedo, pa za besedo postavil, zastavil, pa kaj pa če bi koga bi tako ne boš, ne sliš, pa to hoče, večino. Dober način je beseda morda. Maybe, to je angliščina, tako lepo. Maybe. Najbolj morda pa se lahko zgodi. In ta morda, recimo, to tako deluje. To tako deluje, recimo, pri otrocih. Morda pa to poskušiš. Morda pa takole. S tem jaz nisem določila, jaz sem dala samo pikico za razmišljanje. Ni na svet, ni na potek, in še vedno dajem, ta morda je še vedno dajem odločitev v njegove roke, v njene roke. Ampak sem pa aktivna, delujem. Ta človek vidi, da sem razmišljala o njem, ker za morda sledi nekaj, kar je mogoče njemu blizu. Morda bi pa, ali pa vprašanje, kaj bi ti pomagalo, kaj rabiš, to je tudi dobro vprašanje. Samo veste, ko gre za akutne žalovanje, pa to ljudi ne vedo, kaj rabijo, razen tega, da bi ta človek nazaj. In če ti tega človeka tako te vprašaš, kaj rabiš, ali pa kako si, vsi žalujoči mi rečejo konkretno, ne sprašuj me. Edino vprašanje, ki je zelo premorje, a gremo na kavo. Ne me klicati pa, ti bi ne prijeti na telefon, pokličejo pa reči, a si za kavo? Sej 5krat ne bom, 6 pa mogoče bom. Konkretno. Torej, žalujočimi z ljudmi, ki so v stiski, bodite konkretni. To pa ne pomeni, da je nesvetov. Mi zelo hitro bi, lej, jaz bi tudi takole naredila, lej, na tvoje mesto, to so, ali pa jaz stavim tukaj nimajo kaj početi. Ker ne gre za vas. Tukaj res ne gre za vas. Gre za tega človeka, ki na drugi strani ne zmore spregovoriti, kaj je v stiski, kaj je v krču, ki bi ga radi bi mu pomagali. Ampak mi bi mu radi. To moramo tudi ločiti. Mojo željo, ki je lahko blokada. Včasih je dovolj, da samo poskusimo, je človek že pripravljen želje pomaknjena. Ker bolj bomo mi hoteli, bolj bomo mi želeli, večje je to sila na tega človeka, večji je to pritisk. Zato moramo osvobojeni prihajati ljudem osvobojeni svojih ciljev, pričakovanj, načrtov. In to recimo učijo tudi hospico. Profesor dr. Zvezdan Pirtušek je predstojnik nevrologije na Ljubljanskem UKC-ju. Človek v 40 let za sabo raziskovanje možganov, dela študenti, dela na sebi in še marsičesa. In on pride na dogodek in reče, veste kaj, jaz bom nekaj povedal. Edina resnica sem se naučil do zdaj. Treba je biti len. Zdaj se kaj za neheca, jaz ne, bilo je po moja 100 ljudi v kontorci, komi smo dihali. Ljudi, kako len je? Treba je biti len. Zakaj? Ker ko smo leni, se je tista ogledalca v naših možganih, torej zrcalni neuroni, ki so večino časa obrneni na vzgor, tako so zdaj vaši, zato da lahko slišite, da dojemate, kaj govorim in tako naprej. Takrat, ko smo mi leni, ko damo možgane na na pašo, se ti zrcalni neuroni obrnemo znotraj. To je takrat, ko sem prej govorila, ko aktiviramo notranji monolog. Takrat se zrcalni neuroni obrnemo znotraj. In to je neverjetna moč. To je neverjetni pogled. Ker seveda, če ogledalo vrneš, ne, kaže tvoja notranjost. To sem razvojno vrneno čisto, če gledamo čisto fizično, torej sprejemo svet od zunaj. Povrnem znotraj, pa v bistvu pravzaprav odraža malo notranjost, če smo malo karikiramo. No, zakaj je to pomembno? Zato, ker so v tem stanju, ko so možgani na paši, to se pravi, ko smo v leru. A isto to je tisto, ker v bistvu si posod pa nikjer, takrat prihajajo res najboljše ideje.
Ne? Takrat se celo spomnim, da imate tiste ključe, ki že 3 mesece iščete. V takih. Ali ste kdaj to doživeli? Čisto nekaj drugega razmišljaš, ali pa nekaj razmišljaš, ali pa nekaj mogoče so pa to. In je življenje, da so res. Prej si pa ne vemo, kaj vse sem naredila, da bi našli. Jaz ne vem, da je kakšna taka situacija. Preblisk se temu reče. Ti prebliski so možni samo v obdobju, oziroma v stanju zrcalnih navodov. Takrat so prebliski. Resnični. Drugo je, če so tisti, ki razmišljamo, kako bi pa dobimo idejo. To je privlečena ideja. Prebliski pa tisto, ki pa ni vsak več odkot. In pogosto pa je zelo dobra ideja, ne? Skratka, tako da, bodite ene, en fantek je bil na, to vem iz prve roke, ker mi je pač to razlagal tudi v knjigi Miha Zimšek, on je taki vodi te tabore na Pohorju, enkrat letno, ti tabori so brezplačni za te otroke, za te spravno želejoče, za otroke, ki so nekoga izgubili ali ne sme biti več od 2 leti od izgube in ne manj kot 3 mesece. To je pač neko tako, ali sicer delamo tudi izjemne pa, ne? Ampak. No in Miha je prvo leto, ko je to zadevo prevzel, sem bil svetu ponižen in nekaj skrbel, kako se skupaj bo. In je seveda dobil ena fantka, ki je od prvega dne niste govoril nič. Ni hotel sodelovati v delavnicah. Jasno je to vedeti, da ne želi. Ne? In seveda, tvoj cilj je, da bi otroka nekaj spremenil, da bi vse malo doklejeno. Ne, otrok, ta fantak ni govoril, ni komuniciral, zavračal je stik, skratka. No in zadnja od vaj je, da se v Bogu zadnji večer se dobijo, spišejo ta pisma svojim ljubim, lahko povajo vse, kar želijo, lahko to 7, lahko to 5 strani, koliko želijo, a to napišejo pred nameramci, ki po Bogu zvečer lahko ali zakorijo, ali prebivajo na noč, pa spustijo, karkoli. Skratka, ta fantak, ne, ni nič, edin na baloni pa nekaj napisal in ga spustil. In gre se z njihom čist, skoraj že do avtobusa, mislim, skoraj je že domov, pa je ta fantak, ej, Miha, Miha, kako, ne, spregovoril, rekel, viš, zdaj moramo spet ljudi. In to, enostavno, fantak je imel svoj način. Ampak ko je on spustil tisto v nebo, je začutil, da lahko spet leti. In zato ti metulji, ki vsaki znova vzletajo, veste, toliko ljudi imamo v sebi, ki rabijo prav vzlet. Včasih rabijo eno besedo. Fanti, ki 3-4 dni nočo, vsi so mislili, da je zelo pridi. Ta fantak je danes srečen, mislim, da je že očkrat celo, v zanimljiv nisem več sledila, skratka, ta fantak je dobro čez. Zelo pomembno je noče gledamo. Kakršno bolj izgubo, tudi izgubo službe, treba očelovati. Ker če ne, se bo zelo razmotinila ta žalost, ne bo imela kam iti in bo varila. In ta razmotina se bo imela, se bo zadovoljila